Branko Tamše, v sredo vas v Velenju čaka ena najpomembnejših tekem sezone, gostovanje pri Gorenju. Kako potekajo priprave rokometašev Celja Pivovarne Laško na ta veliki obračun? Ja, res je, se pravi v sredo največji derbi, bom rekel, ne samo v tem času, ampak tudi že leta in leta. Tako da jaz moram reči, da kar se naše ekipe tiče, priprave potekajo normalno kot na vsako naslednjo tekmo, kajti vsaka je zelo pomembna, vsaka šteje isto, 2 točke. Mi se zavedamo pomembnosti tega srečanja, hkrati pa moram reči, da si želimo oziroma odigrati eno tekmo, prenesti vse te stvari, ki jih bomo nekako dodelali do tekme na igrišče, in potem bo sigurno situacija oziroma sama tekma za nas, če nam to uspe, veliko lažja. Branko, vi ste kot trener serijski zmagovalec na teh največjih slovenskih derbijih. Vaša serija se je začela še na klopi Gorenja, nadaljuje se tudi v Celju, kjer proti Velenjčanom še niste izgubili. Še sploh pomnite zadnji poraz na večnem derbiju? Jaz moram reči, da kar se tega tiče, bom rekel, da jaz v tej zgodbi nisem pomemben, pomembni so igralci. Moje delo in delo mojih sodelavcev je to, da jih čim bolje oziroma najbolj kvalitetno, kakovostno pripravimo za to tekmo, da bodo nekako vedeli v vsakem trenutku kako in kaj, v kar ne dvomim. Seveda pa bo treba, bom rekel, imeti, predvsem fantje bojo morali imeti ognjeno celjsko srce in pa zelo hladne skandinavske glave, upoštevati vsa navodila in potem bo veliko lažje. Potem se bo tudi, če se vse to zgodi, lahko nadaljeval tisti niz. Je pa res, da sam, se pravi, v teh serijah ne razmišljam samo o nasprotniku. To je Gorenje, ki je kvalitetna ekipa, ki igra pred domačim občinstvom. Želim si tudi in verjamem, da bo v Rdeči dvorani veliko naših pristašev na čelu s Florijani, da bojo vsaj izenačili, bom rekel, pritisk domače publike in potem bo tudi našim igralcem veliko lažje. Vas je tesna zmaga Velenja v Mariboru presenetila? Moram reči, da glede na to, v kakšni formi je Gorenje in pa v kakšnem stanju je Maribor, bom rekel, v zadnjih dneh, je sam rezultat malce presenetljiv, ampak po ogledu tekme sem videl, da so si Mariborčani to povsem zaslužili. Je pa res, da sigurno Gorenje določene kvalitete ima in zato je tudi to tekmo dobilo. Morda še to, kako ste zadovoljni s tem, kako so vaši fantje odreagirali po manjšem spodrsljaju v Ribnici. Videli smo potem 3 tekme in 3 zares zanesljive zmage. Ja, kar se tega tiče, moram reči, da je stvar zelo dobro stekla. Te 3 tekme, 3 visoke zmage proti nasprotnikom, ki nikakor niso mačji kašelj. V teh 3 tekmah s tako pozitivno, bom rekel, gol diferenco je bilo tudi nekaj napak, ki se nam v Velenju ne smejo dogajati oziroma sploh zgoditi. Na to sem fante tudi sproti opozarjal, jih opozarjam, tako po tekmi v garderobi, kot tudi med polčasom in pa seveda na samih treningih. In tako kot sem dejal že prej, vse stvari, katere bomo videli, bomo zvadili, je treba prenesti na igrišče in potem bo sigurno veliko, veliko lažje. Hvala lepa za pogovor. Prosim.